Pred kratkim sem izdelal to radijsko vodeno letalo z navpičnim vzletom in pristankom, ki je optimizirano za stabilnost in učinkovitost v modelskem merilu. Vedno pa sem si želel izdelati model, ki izgleda in leti prav tako kot pravi v naravni velikosti V-22 Osprey. Pravi Osprey je v bistvu letalo s helikopterjem na vsakem koncu krila, kar mu omogoča potrebno upravljanje med lebdenjem. Na srečo imamo dostop do modelov helikopterjev in modelov letal, tako da moram samo združiti oba skupaj, prav tako kot pri pravem. Nekaj ljudi je to v preteklosti že doseglo, s tem, da so močno predelali serijske modele helikopterjev, kar je zelo impresivno, saj so uspeli vse mehanske komponente helikopterja stisniti v tako majhen prostor. Čeprav občudujem delo, ki je vloženo v takšno postavitev, pa je cena in teža helikopterskih komponent za ta projekt težko upravičljiva. Nekateri manjši modeli imajo nekoliko goljufivo rešitev, saj skrijejo majhen kanalni ventilator v zadnji del trupa. S tem odstranijo potrebo po helikopterskih glavah rotorjev za nadzor naklona med lebdenjem, vendar to ni idealno, saj ko je model na tleh, velika odprtina v trupu je očitna in med lebdenjem povzroča glasen, vreščeč hrup. Moj prejšnji VTOL letalnik je med lebdenjem nadzoroval os nagiba tako, da je motorje nagibal naprej in nazaj, kar deluje odlično. Ampak zelo čudno bo videti, če se bodo ogromne gondole motorjev Osprey hitro nagibale naprej in nazaj. Zato je tukaj moj načrt. Pred nekaj leti sem izdelal svoj lasten model helikopterja, ki je uporabljal tridimenzionalno natisnjeno glavo rotorja in nekaj zanimive elektronike. Glava rotorja je bila zelo preprosta in ni zahtevala vseh zapletenih povezovalnih mehanizmov kot običajni helikopter, kar je prihranilo na teži in stroških. Deluje tako, da je vsak rotor pritrjen na tečaj, ki se lahko prosto premika in nima nobenih mehanskih delov za upravljanje. Toda zaradi kota tečajev se kot napada rotorja spremeni, če se rotor ziblje naprej in nazaj. In ta kot naklona rotorja je obrnjen na nasprotnem rotorju. Ker se rotorji lahko prosto vrtijo okoli vsakega tečaja, nadzorujemo kot naklona rotorja tako, da spreminjamo hitrost motorja. Naprimer, če motor deluje v tej smeri, da poveča število obratov na minuto. Obe lopatici bi nekoliko zaostajala, kar bi povzročilo velik kot napada na eni strani in majhen kot napada na drugi strani. In enako bi se zgodilo, če bi hitro zavirali motor, vendar bi se sprememba kota naklona rotorja obrnila. Zdaj pa nastane težava, ko ugotovimo, da helikopter prilagaja kot naklona rotorjev pri vsakem obratu glave rotorja. Recimo, da želimo več vzgona na eni strani in manj na drugi. Motor se bo moral pospeševati polovico obrata in nato upočasnjevati drugo polovico, zaradi česar se bodo lopatice zibale naprej in nazaj, kar se lahko zgodi tudi večkrat na sekundo. Ta nadzor motorja dosežemo tako, da merimo kot motorja z magnetnim kodirnikom, ki je pritrjen na dno osi motorja. Nato lahko z nekaj kode pomnožimo želeni vhod za naklon s sinusom kota motorja, kar na izhod plina uporabi sinusno valovanje. In ko je glava rotorja pritrjena, je jasno, da je naklon lopatice na eni strani večji kot na drugi. Ko sem sestavljal prejšnji helikopter, sem ga kar nekajkrat strmoglavil, preden mi ga je uspelo spraviti v delovanje. Vendar bi si pri tem projektu raje želel, da sploh ne bi strmoglavil. Zato sem izdelal testno napravo, ki omogoča, da se motor in glava rotorja vrtita okoli ene osi. In zaenkrat se zdi, da deluje dobro. Še posebej v počasnem posnetku. Zelo jasno je, da rezila ustvarjajo večji kot napada na eni strani kot na drugi. Vendar v tej postavitvi nekaj manjka. Pravi Osprey ima 3 rezila na vsakem rotorju, ne 2. Zato sem tridimenzionalno natisnil glavo rotorja s 3 rezili, pri čemer sem uporabil 2 rezili z enakim kotom tečaja, preostalo rezilo pa z obrnenim kotom tečaja. To je prednost, če imaš testno napravo, saj lahko preizkušaš te stvari brez posledic. A presenetljivo glava rotorja s 3 rezili deluje prav tako dobro. Iz posnetka v počasnem posnetku videti je, kot da so včasih rezila pod napačnim kotom, ko prehajajo sredinsko točko. Vendar večino časa med vrtenjem rezila zavzemajo pravilen kot, kar povzroči, da se ročica nagne v levo. Naslednji korak je prilagoditi testno napravo, da vidimo, kako bo ta rotor nadzoroval os nagiba letala med lebdenjem. To dosežemo tako, da na roko namestimo pospeškomer in žiroskopsko enoto ter opazujemo, kako natančno je gibanje. Nato lahko na roke dodamo nekaj uteži, da povečamo njegovo vztrajnost in tako bolje simuliramo veliko trup letala Osprey, ki se premika naprej in nazaj. Čeprav se zdi, da ima z dodatno vztrajnostjo obtežene roke še vedno dobro nadzorno moč, iz počasnega posnetka je zelo jasno, da imajo te lahke plastične helikopterske lopatice nekaj težav. Zato sem naročil nekaj lopatic, ki so podobne velikosti, vendar so namenjene bolj akrobatskemu helikopterju, kar pomeni, da so veliko bolj toge. To je rotorju dalo veliko več nadzora.
vendar se včasih, ko en del ukrepiš, zgodi, da odpove drug del. To bi lahko bil nekoliko problem. Ups. Nato sem na novo zasnoval osrednji del rotorjeve glave, da bi ga izrezal iz aluminija. Prav tako pa sem okrepil tečaje rotorja, da bi upal preprečiti to katastrofalno okvaro v prihodnje. Zdaj pa ni bila le manjša verjetnost, da bi rotorjeva glava eksplodirala, ampak se je zdelo tudi, da deluje bolje. Tako smo v bistvu izdelali enega od teh radijsko vodenih helikopterjev za delček stroškov in zapletenosti, hkrati pa smo tudi prihranili na teži. Preden zgradimo dele letala v merilu, ki bodo poskrbeli, da bo videti kot pravi Osprey, najprej moramo izdelati notranji strukturni okvir. In tako kot pri mojem prejšnjem VTOL letalu, bom uporabil stekloplastične plošče, saj je iz njih enostavno izrezati potrebne dele. Te pa nato povežemo skupaj s tridimenzionalno natisnjenimi nosilci. Za to izdelavo sem izbral plošče debeline 2 mm, ker mora biti okvir precej močan. Tako bom čim več obremenitve prenesel z končnega trupa in upam, da bo teža ostala čim nižja. Naslednji korak je izdelava nosilcev motorjev in nagibnih mehanizmov, ki jih sestavljajo nekaj steklenih plošč in velik servomotor za nagibanje motorja med prehodom. To je nato nameščeno na nosilcu krila s preprostim tesnim prileganjem, servo pa lahko nadzoruje nagib motorja z majhno potisno palico. Tako kot pri mojem zadnjem VTOL letalu uporabljam letalski krmilnik na osnovi Arduina, ki poganja namensko kodo z imenom Dreamflight. S 4-venem krmilnikom motorjev in standardnim RC 5V regulatorjem za napajanje servomotorjev je bil nato čas, da sem prispajkal motorne žice in povezal servomotorje. Pred testiranjem je vse delovalo kot je treba. Nato sem pritrdil glavo rotorja na enega od motorjev in letalo pritrdil na mizo z nekaj utežmi. Tako lahko vidimo, ali se glava rotorja obnaša enako kot na testi napravi. In zdi se, da želi nagibati letalo naprej in nazaj, zato je čas za pravi testni let. Ni čisto to, na kar sem upal, vendar je po nekaj prilagoditvah izgledalo nekoliko obetavno. In zdaj smo naredili nekaj korakov nazaj. V bistvu se dogaja to, da se letalni krmilnik izklaplja, zaradi česar se vse ponovno zažene. Ampak to se dogaja naključno, zato ne moremo ugotoviti točnega vzroka. Kakorkoli. Izkazalo se je, da je bil problem v 3-voltnem regulatorju na plošči letalnega krmilnika, kar je bilo razvidno s termalno kamero. Da sem to popravil, sem dodal zunanji napetostni regulator in težava je bila rešena. Potem pa sem opazil nenavadne vibracije, ki so se nenadoma pojavile in postale tako močne, da je letalnik kar naenkrat padel iz zraka. Moja teorija je bila, da so obrati lopatic na minuto dosegli rezonančno frekvenco z nosilcem krila. Zato sem dodal nekaj najlonske vrvice, da bi poskušal ojačati okvir. Nažalost pa to ni kaj dosti pomagalo. Zato sem nato dodal še nekaj dodatnih ogljikovih ojačitev, kar je precej izboljšalo stanje. In končno se je uspelo dvigniti stal in lebdeti, čeprav je bilo očitno, da so vibracije še vedno prisotne. Poskušal sem čim bolj uravnotežiti rotor, glavo in lopatice, kar je sicer naredilo majhno razliko, vendar vibracije še vedno niso popolnoma izginile. Moja naslednja teorija je bila, da se nosilci motorja upogibajo, ali pa je zračnost v tečajih. Zato sem s tridimenzionalnim tiskalnikom izdelal precej krajše in močnejše nosilce motorja, ki se pritrdijo neposredno na nosilno letev krila. To pa pomeni, da ne bo imel nadzora smeri, vendar če bo lahko lebdel, bom vedel, v čem je bila težava. Kljub vrtenju v desno, zaradi pomankanja nadzora nad smerjo, se zdi, da so te vibracije popolnoma izginile. Zato sem ročno zasukal nosilce motorjev, v upanju, da izničim vrtenje. In končno napredujemo. Nadzor nagiba s tridimenzionalno natisnjenimi glavami rotorjev deluje presenetljivo dobro, motorji pa ostajajo lepo hladni. Vse, kar zdaj še potrebuje, je močnejša nosilna letvica krila in popolnoma na novo zasnovan mehanizem za nagibanje motorja. To je morda videti podobno prejšnji zasnovi, vendar ima nekaj pomembnih izboljšav. Najbolj očitna je nov zobniški sistem v obliki ribje kosti za nagibanje motorja, ki odpravlja zračnost starega potisnega droga. Prav tako ti poceni servomotorji niso najbolj natančni, imajo pa približno 100 stopinj gibanja. Zato je prestavno razmerje 3:1, saj potrebujemo, da se nagibni mehanizem nagne le za približno 100 stopinj. Da bi odstranil zračnost v tečaju, sem se odločil uporabiti 3 majhna ležaja, ki jih je mogoče napeti, da se prilegajo osi, kar je ne samo lažje kot en sam večji ležaj.
Poleg tega, te osi niso natančno obdelane, zato je bilo skoraj nemogoče najti velik ležaj, ki bi ustrezal. V tem delu okvirja je še vedno nekaj opogibanja, vendar je to precej pretirano, ko je na tleh, saj motorji poskakujejo naprej in nazaj. Morda bom to kasneje ojačal, vendar je za zdaj čas za še en testni let. Končno leti, brez kakršnih koli opornic na nosilcu krila in s popolnoma pritrjenimi mehanizmi za nagib motorja. In presenetljivo je, da se zdi precej stabilen, tudi na ta vetroven dan. Je tudi precej okreten. Da pa zmanjša vibracije, sem omejil, koliko lahko krmilnik leta spreminja hitrosti motorjev. Tako ima v ekstremnih situacijah nadzora ali ob močnem sunku vetra težave, da se vrne v vodoravni položaj. Kljub temu verjetno ne bom izvajal tako ekstremnih lebdečih manevrov. Ko bo velik trup zgrajen. Mimogrede, o trupu bom govoril v naslednjem videu, kjer ga bom izdelal z uporabo zanimivih tehnik tridimenzionalnega tiskanja, tako kot sem naredil s tridimenzionalno natisnjenim krilom v mojem zadnjem VTOL videu. Zato ostanite z nami. Kot si lahko predstavljate, mora biti to letalo popolnoma uravnoteženo, da preprečimo segrevanje motorjev. Najlepša hvala, da ste si ogledali ta video in se vidimo v drugem delu. Nasvidenje.